Danes uradno odpiramo smučarsko sezono in seveda med nami je cvet slovenskega smučanja. Pomembno je pa tudi to, da ta uradna otvoritev pomeni tudi otvoritev celotnega dela smučanja v Sloveniji. Pomembno je, da omenimo, da brez klubov, ki pravzaprav dajejo težo delovanju alpskega smučanja v Sloveniji, si ne moremo predstavljati smučanja v Sloveniji. Pomeni, da zadaj so tekmovanja, ki jih organizirajo smučarski klubi, zadaj je delo z mladimi v smučarskih klubih in pomembno je seveda, da ta dan jemljemo kot pravzaprav začetek sezone 2011-2012. Jaz seveda tisto ključno, ali pa kar si pravzaprav ljudje, ki delamo v smučariji, želimo, da nas bo ta cvet, v katerega seveda je obrnjena celotna slovenska javnost, v letošnjem letu razveselil z dobrimi rezultati. Fantje in dekleta so trdo delali in seveda mi upamo, da bodo ti rezultati pravzaprav odražali tisto delo, ki so ga vložili v letošnji pripravljalni sezoni. Naši fantje in punce, predvsem punce, so letos bolj močno trenirale. Mi začenjamo sezono malo kasneje z decembrom in bomo ponesli lepa imena in veliko moč slovenske smučarije v svet, tako da letos pričakujemo zelo dobre rezultate. Generalna ocena je, da smo lepi, mladi, polni pričakovanj. Povzel bi pa Tinine besede, da je bilo pripravljalno obdobje izredno naporno, vendar izredno kvalitetno izpeljano. Mislim, da lahko govorimo v imenu vseh tekmovalk in tekmovalcev tukaj prisotnih. Vodstvo zveze, vključno res z vodstvom pa strokovnim kadrom, se je maksimalno potrudilo zagotoviti vsem športnicam in športnikom ustrezne pogoje, primerljive pogojem, ki jih imajo druge ekipe, seveda ne povsem, vendar v okviru naših možnosti. Tina, se slišiva? Ja, jaz vas slišim. Odlično, mi tudi tebe. Seveda nas najbolj zanima, kakšne so razmere v Zeldnu, si že bila kaj na ledeniku danes? Ne, danes nismo v Zeldnu, smo se vrnili nazaj v Pitstal. Smo pa res naredili 2 dni v Zeldnu, se pravi včeraj sem bila že tu, predvčerajšnjem in še en dan prej smo naredili 2 dni na hangu, zdaj smo pa nazaj v Pitstalu. Si sproščena, kako pričakuješ ta začetek sezone? Vemo, priprave so bile kar dolge, od južne poloble pa kondicijske, vse skupaj. Že komaj čakaš na tekmo? Pričakujem sigurno z veseljem to prvo tekmo. Priprave smo dobro upravili, veliko smo delali, trenirali, testirali, tako da ogromno stvari smo naredili. Tudi sama sem fizično dobro pripravljena, tudi smučam se dobro, seveda napake se pojavljajo, tako da treningi zdaj v zadnjem tednu so kar težki, v Pitstalu so zopet trenerji polivali z vodo in imamo kar težek trening. Dan sem prišla dol ravno kar in nimam prav dobrih občutkov, ampak mislim, da jih danes nihče ni imel, ker je proga zares zahtevna in trese, ampak se pripravljamo na prvo tekmo. Želje so vedno ciljam visoko, želja je predvsem narediti to, kar znam, z čim manj napakami in enostavno uživati v tem športu, v tekmi, kar ponavadi uživam. Veste, mnogokrat smo nezadovoljni z razmerami, ki vladajo v naši državi, v našem smučanju. Kolegice in kolegi me opozarjajo, da potrebujemo več sredstev, boljše treninge, boljše razmere. Vendar, ko se ozrem sezono nazaj, vidim, da je bila ta sezona fantastična, kajti osvojili smo prvič v zgodovini slovenskega smučanja 6 medalj na svetovnih prvenstvih. Jasno pa je, da to seveda ni nek vrh te generacije predstavlja naslednja olimpijada v Sočiju. Mene seveda kot predsednika me včasih zelo imam zaposlene misli, skrbi z našimi najboljšimi smučarkami in smučarji. Veseli pa me in tudi mislim, da je čas, da se tudi mediji nekako bolj uprete na rod, ki prihaja,
Tu bi dejansko izrazil navdušenje, da rezultati Boštjana Klineta, dvakratni svetovni mladinski prvak, na rezultati Eli Plut in še nekaterih. Vendar do olimpijade je še kar nekaj sezon in mislim, da smo na to sezono dobro pripravljeni. Konkretno nov predsednik Alpskega odbora in Alpskega zbora, gospod Deklijeva, ve, da se je v enem letu dvignil proračun alpskih disciplin za 52% in to v teh razmerah, ki jih pač jasno delimo tudi v smučariji z tem, kar se dogaja v celi Sloveniji. Naj kot navdušen smučar in velik podpornik športa v Sloveniji izrazim zahvalo za to priložnost, ki sem jo dobil v funkciji, ki jo zdaj upravljam. Mislim, da je to izjemno pomemben dogodek za Slovenijo, za tudi našo promocijo širše v Evropi. Ministrstvo za notranje zadeve, kot veste, že leta sistematično podpira vrhunski šport. Mi imamo trenutno zaposlenih 25 športnikov. Jaz vam z tega mesta lahko dajem zavezo, da bomo storili vse, da bi število tistih, ki izpolnjujejo kriterije za to zaposlovanje, na ministrstvu še povečali. Vemo, kako pomembno to je, da vrhunski športnik ni obremenjen z vprašanjem njegove socialne varnosti v času, ko se ukvarja s svojo kariero. Pri nas je veliko teh športnikov v statusu policista. Te pogodbe, ki jih sklepamo za obdobje leta dni, se potem podaljšujejo glede na izpolnjevanje vseh kriterijev. Naše ministrstvo je tudi nedavno dobilo v zvezi s tem posebno priznanje Olimpijskega komiteja. Še več, pred kratkim smo uspeli skleniti dogovor z Olimpijskim komitejem, da omogočimo podaljšanje teh zaposlitev tudi po koncu kariere športnika za obdobje 2 let. Jaz bi vas rad spomnil na projekte, ki smo jih imeli skupaj z vami, Smučarsko zvezo, v zvezi z promocijo varnega smučanja, v zvezi z spoštovanjem pravil na smučiščih in zdaj želimo narediti še korak dlje. Želimo promovirati varno vožnjo na cestah do smučišč, torej Varno na start je naslov projekta, ki ga bomo izvedli 7. novembra skupaj z vami, skupaj tudi z nedavno ustanovljeno agencijo za varnost v javnem prometu. Želimo izpostaviti pomen te varnosti, da pridemo do tega starta. In seveda ne samo zanje, tudi za vse druge, ki so rekreativni smučari. In vi veste, da v Sloveniji nas je ogromno Slovencev in Slovenk, ki radi smučamo in ki zjutraj želimo čim prej na štart. In takrat se lahko zgodi, da pozabimo na osnovna tudi cestna pravila in zato je prav, da imamo ves čas v zavesti to, da moramo spoštovati ta pravila tako na cesti kot na smučišču. Po Argentini sem imel 1 mesec pauze, tako da sem do tega trenutka od avgusta naredil 6-7 dni in ta sezon je res kar hitro. Zdaj imam še do prve slalomske tekme slabe 4 tedne časa, tako da gremo tudi ta teden v dvorano, potestiramo do konca smučke in si izpilimo formo. Okrevanje poteka dobro, dober mesec nazaj so mi odstranili vijake, tako da zdaj sem začela s kondicijskimi treningi, pa mi gre fajn in računam zdaj le novembra počas na sneg. Za letos nimam nekih ciljev, mogoče kakšna 30-terica, ne bi rad napovedoval, ampak probal bom, potrudil se bom sigurno po svojih najboljših močeh, užival, to pa mislim, da dovolj. Čez poletje smo zelo veliko trenirali, no, jaz sem včeraj glih prišla iz pitstala, forma ni še čisto taka, kakor bi si želela, ampak delam na tem. Verjetno v največji meri privaditi se zelo napornemu ritmu tekem svetovnega pokala, zelo v hitrih disciplinah, kajti želim bomo temu rekli, navaditi se na ponovna tekmovanja in vse glede na to, da že 2 oziroma 3 leta nisem konkretno zraven. Kako pa je s poškodbami? Katerimi? Odlično, hvala. Jaz sem zelo zadovoljna s pripravami v Čilu.
tam smo dali malo več poudarka na hitre discipline, tako da upam, da vam bom lahko pokazala, kaj sem tam natrenirala.